Tvojega svojega znane evangeliji, odzval se Tvojemu klicu in Ti zvesto služi ljubezni do Tebe in do nas. Naj med Tvojimi izvorjenimi nebesih uživa večno radost o našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, i s Teboj v občinstvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, ko sem prišel k vam, nisem prišel zato, da bi vam z vzvišenostjo besede ali modrosti oznanjal Božjo skrivnost. Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega, kakor za Jezusa Kristusa, in sicer križanega. Pred vami sem bil slaboten, v strahu in velikem trepetu. Moja beseda in moje oznanilo nista bila v prepričevalnih besedah modrosti, temveč sta se izkazala duh in moč, zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji moči. Poslušali smo Božjo besedo. Ko je Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro, sedel je in njegovi učenci so presenečeni. Odprl je usta in jih učil: Blagor Bogim duhu, kajti njihovo nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in ženim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljeni bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjeni, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasrmovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo je v nebesih. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Hvala tudi vam, da ste se udeležili tega žalostnega slovesa in se prišli pokloniti in zahvaliti svojim župnikom. Hvala gospodu dekanu, ki je pospremil pokojnega župnika od kapelice in cesto, ki je v neštetokrat prehodil, bodi si, da je šel na južno, bodi takrat, ko nosi najsvetejše in
blagoslavlja naše poti. Ne zamerite mi, če vam malo bolj poseben in mi je čas, da lahko zanjmašujem našo zadušnico. Dragi Janez in spoštovani rojaki Rotarin, vam izrekam iskreno sožalje ob smrti dobrega, plemenitega župnika Janeza. Dragi Janez, v čas mi je, da te danes pozdravljam kot sošolec iz gimnazije, ko si prišel oziroma so te pripeljali v slovo, kjer si 35 let deloval, pa stiroval kot župnik. Poleg te župnije pa še 10 let opravljal sveti kralje v vrhu. Bila sva ne samo gimnazijska sošolca, ampak tudi duhovniška prijatelja. V tvojem župnišču, dragi Janez, sem bil vedno toplo sprejet. Rada sva se spomnila davnih let gimnazije, pa čeprav je bila razlika v letih. Oba sva bila enaka v svoji izvornosti, oba kmečka sinova. Jaz sem zapel Novo Mašo leta 1973, ti pa leta 1974. In hvala ti, da si bi tako odprt, ko sem obhajal v župniji Zlato Mašo, kljub svojih bolezni. Dragi Janez, hvala ti za duhovništvo, ki si ga cenil, živel in ga v svoji predanosti delil kot Božji služabnik v blagor svoje črede. Nikoli ti ni bila nobena stvar pretežka, ne da se je oznanil evangelij. Bil si pokončen mož vire in načela. Hvala ti, Janez, za svoj zgled duhovništva, vdanosti, delavnosti, srčnosti in zvestobe. Deloval si umirjeno in modro. Hvala ti, dragi župnik Janez, za vse, ki si jim podelil v tem obdobju sakrament svetega krsta. Naj se v tvojem slovesu spomnijo svoje zaveze in obljube in v svojem življenju obnovijo. Ti pa jih podpiraj svojo priprošnjo. Hvala ti za vse, ki si jih pripravil na prijem prvega svetega Okrila in svete Birme. Naj jih spremlja tvoja plemenita beseda, Božji blagoslov za srečno življenje. Hvala za vse, ki si jim pospremil zakonsko življenje. Prepričan sem, da se bodo spomnili, ko izvedo za tvoje slovo. Ti pa jih z večnosti blagoslavlja. Hvala, Janez, ki si spremljal na zadnji poti mojega brata Zdravka leta 1998 in mamo leta 2000. Pokazal si svojo širino in razumevanje. Pozdravim tam zgoraj. Kaj vse bi lahko še našteval v tem trenutku slovesa? Nikoli nisi bil človek javnosti, ampak skriti človek. Bog, ki najbolj pozna človekove misli in dela, ne ti poplača z večnimi darovi. Bog naš Oče, zahvaljujemo se ti za dar življenja pokojnega duhovnika Janeza. Žalostni smo, ker je od nas odšel, to spremlja nas tudi upanje, da živi pri tebi. V tem upanju se ti zahvaljujemo in vzklikamo: hvala ti, Gospod. Hvala ti za vse. Za njegovo duhovniško življenje, v katerem je iskal tvojo voljo in si prizadeval, da bi razadeval tvojo dobroto in usmiljenje. Hvala ti za vse. Za njegove besede, s katerimi je vlival okolje ljudi, jih utreval veri in jim oznanil tvojo ljubezen. Hvala ti za vse. Za vse daritve svete Maše, pri katerih nam je delil kruh večnega življenja. Hvala ti za vse. Za vse podeljene milosti, ki si nam jih po njegovih rokah podaril ob priobhajanju sakramentov. Hvala ti za vse. Za njegovo razpoložljivost, katero se je razdajal v službi duhovništva. Hvala ti za vse. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Tvoje sveto obličje po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. V njem nam je zasijalo upanje blaženega vstajenja. Resna žalosti usoda smrti, toda tolačena sobljuba prihodne smrtnosti. Tvoj mirni Gospod se življenje spremeni, ne pa uniči. Po smrti razpade šotor našega bivanja na zemlji, nam je že pripravljeno večno bivališče v nebesih. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalico Tvojemu veličastvu in nenehno kličemo. Svet, svet, svet je ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesna in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah. Blagosloven, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vero vse svetosti. Zato posveti Gospod po svojem duhu te darove, da nam postavijo zelo krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Amen.
ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega rešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, tvoja oblast in slava. Gospod Jezus Kristus, ti spremaš naše rajne v srečo večnega življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in celoti popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekovaj. Gospodov mir, tudi vedno z nami. In s tvojim duhom. Znak hvaležnosti za njegovo duhovništvo, pastoralno delo tukaj, potem znamenje odpuščanja, da njemu odpustimo vse, kar je z njegove spremljene narobe, pa tudi med seboj odpuščanje, si tudi drugom podajmo roko. Běg s teboj, běg s teboj, běg s teboj. Yeah.
si ga postavil za oskrbnika svetih skrivnosti, daj mu nebesi vedeti veličastvo tvoje slave, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Hvala vsem, ki ste se udeležili in sodelovali pri tem projektu. Slovo lesu, slovo za pokojnim krvnikom. Čez dan še boste prihajali moli krvnika, večer ob 9, pa je naša duhovnika dekanija vrtnika, jutri pa po 5. Gospod, večni pokoj In večna dušna svet. da je počival miru. Amen. Hvala pevcem in vsem. Gospod, In s svojim duhom. blagoslovi